Danes bomo pripravljali 3 vitaminske namaze, ki so perfektni za pomladni čas, ko marsikoga tudi malce prime spomladanska utrujenost. In o tem smo v oddaji Klepet ob kavi že govorili. Pravzaprav je bilo zelo jasno rečeno, da problem povzroča ama, tako pravijo v ajurvedi. Ama pa so pravzaprav tisti toksini, strupi, ki so se nabrali, tako da je jasno, da bodo tile vitaminski namazi delovali tudi razstrupljevalno, da te ame ne bo več in bomo potem lahko polno zadihali. V svoji družbi pozdravljam nutricionistko Ajdo Strnad. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Ajda. Hvala za povabilo. Zelo barvito je tole vse skupaj zgleda. Všeč mi je, tele vitaminski namazi pa so, predvidevam, hitri. Absolutno, zelo hitro pripravljeni. Če so pa dobri, bom pa še povedala, to pa še ne vem. Bomo videli, upam, da te prepričam. Vsekakor. Evo, vidim, da boš uporabila čičeriko. Kaj si še pripravila tukaj za te vitaminske namaze? Tudi recepti bodo objavljeni. Zdaj, danes bomo pripravljali čičerikine namaze oziroma humuse. Tak zelo hiter pripravljen obrok, primeren za zajtrk, kosilo, večerjo, res malica, tako univerzalen. Tudi bom rekla poln enih hranil. Bi pa mogoče tukaj sam povedala, da samo z enim namazom absolutno ne bomo rešili vse spomladanske utrujenosti. Bog ne daj nesreče, ne? Tako razmišljati. Ja, tako da pač lahko pa za nek optimalen nivo energije poskrbimo z nekim, bom rekla, uravnoteženim načinom prehranjevanja in ta humus se absolutno znajde pogosto, no, bom rekla, tudi na svojih jedilnikih ga velikokrat vključam in tako, univerzalno. Tudi jaz že zaradi beljakovin dejansko, a ne? To je stročnica. Absolutno. Dober vir rastlinskih beljakovin, kompleksnih ogljikovih hidratov. Pa greva kar začeti z delom. Torej, osnova bo torej čičerika. Tako. Zdaj tu je, bom rekla, tak res hiter pripravljen obrok, namaz. Mislim, danes smo kar veliko težave s pomanjkanjem časa, tako da bo tole res zelo hitro pripravljeno. Pravzaprav je to neka majhna pločevinka čičerike. Ki je seveda ekološka, a ne? Tako, nekih 130 gramov, tako. Odlično, vidim, da bova tudi uporabljala nekaj začimb, tamle vidim tudi ekološko kurkumo, imava tudi ekološko limono. Kaj še rabimo v tem? Dodali bova pravzaprav česen. Super. Imamo kakšen nožek. Ja, seveda. Evo še česen. Tako da, česen je tudi pravzaprav super vir tudi vitamina C, a ne? Vitamin C je močen antioksidant in pravzaprav nam vitamin C tudi pomaga, se pravi, pri hitrejši regeneraciji, a ne? Pa protiparazitsko deluje, a ne? Kar je tudi v redu. Mogoče, mislim, vprašanje proti kakšnim parazitom verjetno, ne? Tako da... Naturopati kar pravijo, a ne? Da je treba vsak dan česen jesti, da pomaga, pripomore. Mislim, ni to edina stvar, ampak da je del. Tako bom rekla, moj del mogoče prehrane mečkam bolj izvira ali pa moja filozofija mečkam bolj iz znanosti, kakor te naturopatske veje, no, tako da na ta del se ne spoznam, ampak v vsakem primeru je česen eno tako živilo, ki se merno vsak dan znaša na našem jedilniku in definitivno ne moramo faliti. Evo, izvolim. Zdaj tako, dodali bomo še začimbe. Katere začimbe je pravzaprav zelo odvisno od vsakega posameznika, kaj mu je recimo všeč. Zdaj, sama čičerika je navadno že kar dosti soljena, tako da po okusu bom videla potem, a bo treba dodajati še sol. Imam pa tukaj poper, tako da bom kar dodala dober ščepec popra. Poper pa. Poper pa. Poper pa. Zdaj, pravzaprav pa v ta humus grejo lahko katerekoli začimbe, se pravi res po okusu vsakega posameznika, kaj mu je všeč.
Zelo dobro paše recimo kumin, sicer ni najbolj značilen za našo kulinariko, ampak začimb pravzaprav več, ko jih uporabljamo boljše. Recimo tudi kurkuma zelo dobro paše noter, če je komu to všeč, ker to so spet zelo dobri viri antioksidantov. Tako da več začimb, ko uporabljamo, absolutno boljše je za nas. Boš dodala tudi tahini? Absolutno, zdaj pride na vrsto tahini. Tahin je pravzaprav pražen in pa mlet sezam. In sezam je vir pravzaprav dobrih maščob, je vir tudi kalcija. Tako da se pravi spet ena taka zelo hranljiva stvar. Ponovno po okusu ima malo tak trpek okus, tako da vsak posameznik si ga doda, kakor hoče. Jaz bom pa dodala neko čajno žličko do žlico, nekaj takega. Tako da tole gre definitivno. Odlično, imamo tudi recepte, ki vsebujejo tudi rdečo peso. Poglejmo, kakšne recepte je torej Ajda pripravila. Lahko si jih prepišete, vsekakor pa bodo objavljeni tudi na www.klepet.ob-kavi.si. Torej, danes ustvarjamo namaze, vitaminske namaze, ki bodo kot nalašč, predvsem za tiste, ki se spopadate s pomladansko utrujenost. To vam je lahko tak del protokola. In pa limonica, ne? Tako, limona je super in, bom rekla, ojačevalec okusa, ne, se pravi. Super, super. Ne, za tahini sem se spomnila, obožujem ga, mislim, sploh mamice, ne? Tudi če je sam placebo, meni je deloval, kar se mleka tiče, ne? Laktacije same, pa res, ko tu govorijo, ne, koliko je treba mleka piti, ne? Sezam po vrednosti ful preseže, recimo neke take druge variantice, ne? Je kar dober vir kalcija, no, tako da tudi dobrih maščob, tako da sploh, če ga imamo radi, zelo paše noter. Evo, pa sva. Tako, dodala sem še limono. Limono spet vir vitamina C, tudi ojačevalec okusa, tako da. Evo, to je ta osnovni del, kateremu lahko marsikaj dodamo. Pravzaprav eno stvar sem še pozabila. Aha, kaj boš pa In dodala? to je v bistvu olivno olje. Aha. Zdaj tako, olivno olje je vir v oziroma v maščobi topnih vitaminov. Kvalitetno olivno olje ima dosta antioksidantov, spet dobre maščobe za nas, omega-3, omega-6. Tako da super. Zdaj, če mora edin kdo paziti mečka na telesno maso, kakšna jedilna žlica, nekaj tazga gre noter. Če bi mogel kdo paziti, se pravi, malo na težo spomlata, ne, pol se pa izbere ali tahini ali pa olivno olje. Tako da, to je to zdaj zašrafamo in zmiksamo. Tole bo mečkam glasno. Ok, upam, da bo. Zdaj tahini je vedno, oziroma humus je vedno fajn poskusiti, če smo dobili ta prav okus, ta po konsistenci, kar lepo dobro zgleda. Da je tak kremasta, ne? Tako. Hvala. Ok, jaz mislim, da sem dobila kar ta prav okus, no, to, kar sem hotela. Ampak to je vedno fajn poskusiti, pa pol videti, če potrebujemo še kaj. Ja, absolutno. Tako da bom kar tole žlico vzela. Super. In je tudi taka, bom rekla, zelo hranljiva malica, lahko se jo takole poje z zelenjavo, kot en namaz, v katerega se pomaka potem razno vrstno zelenjavo. Torej ni nujno, da je kruha, ne? Ni nujno, lahko pa je, ne. Nič narobe, če želimo mečkam bolj hranljiv obrok, je lahko tudi polnozrnat kruh, ki ga imamo tukaj, tako da super. Odlično, Ajda. Evo, mi smo pravzaprav objavili tudi vse 3 recepte, tiste, ki si jih lahko pripravite sami na zelo preprost in hiter način, da bo ta zadeva hranljiva in hkrati tudi okusna. Ajda, kupovali sva v Hofru, izbirali sva ekološke zadeve. Tudi sama izbiraš raje ekološke, glede na to, da pravijo, da je zemlja že kar precej osiromašena. Če lahko izbiramo ekološko, pa še lokalno, absolutno je to... Idealno. To je kar idealno, ja, to je kar, če se le da, če imamo to možnost, absolutno, zakaj ne? Perfektno. Kaj še ti rada dodaš, recimo rdeča pesa se mi zdi, da je zelo zanimiva tudi otrokom, moja hči pol zelo rada posega, je še kakšna fintica, kaj še lahko damo notri? Absolutno rdeča pesa dobi tudi tako lepo, zanimivo barvo, tako da je potem zanimiva za otroke. Imamo
pa tudi tale peteršilj, zelo lepo noter paše. Mogoče lahko narediva še tale recept s peteršiljem. Midve ga bova definitivno naredile. Vi, dragi gledalci in gledalke, pa javite, kaj boste naredili, pripravili sami in objavite tudi svojo sliko. Če še ne poznate humusa, vam povem, da se vam bo odprl cel svet.